Ja, no, potem boste zdaj postali učitelji joge, kolikor razumem, a ne? Uh, ampak pravzaprav včasih učiti se stvari je včasih lažje, kakor pa prenesti učenje na druge. A ne? Ker je velika odgovornost, kaj smo se naučili in kaj mi posredujemo naprej. A ne? Treba se zavedati, da vsi, ki iščejo pomoč, iščejo zato, ker jim je neprijetno, ker imajo težave, ker imajo bolečino, ker imajo trpljenje. Torej mi delujemo z ljudmi, ki rabijo pomoč, in če se jim pomaga na napačen način, lahko pride namesto, da bi jim koristilo, lahko jim tudi škodi. Torej sam namen, da pomagamo drugim, ni dovolj. A ne? Treba tudi vedeti, komu pomagamo, ali smo mi zmožni pomagati. A ne? Če nismo zmožni pomagati, potem mi pomagamo na način, da se ne vpletamo v pomaganje drugih. Treba ali pa poiskati koga drugega človeka, ki je bolj sposoben, da lahko pomaga. In so več načinov, kako mi pomagamo človeku, ki trpi. A ne? Nažalost, marsikdo si pomaga na napačen način. Torej, bežanje stran od neprijetnosti. In poznamo veliko načinov pobega. Eni zaidejo v droge, alkohol v skrajnih situacijah, eni samo take drugačne čutne užitke. Pobeg. Ali pa zaposlitvijo z delom, da se čim bolj okupirajo z kakšnim projektom, si išče nek smisel življenja. A ne? Naprimer, poznam eno, ki je celo življenje delala kot medicinska sestra in šla potem v pokoj, je čisto zapadla v depresijo, ker se je zelo identificirala s svojo službo, s to identiteto medicinska sestra. In je šla v tako depresijo, da je iskala vse vrste pomoči, celo električne šoke. A ne? Torej, tudi se vidi, da neki biti zagrizen za neko delo, se vidi, da ta človek je že vseh teh, 45 let ali 50 let, pravzaprav ta oseba bežala stran od problema. Zaradi tega se je tako identificirala s to vlogo, a ne, medicinska sestra. In tudi tu delamo v vsakdanjem življenju, ne, zakaj imamo neke vloge, zakaj se identificiramo s svojo službo, svojim projektom, ki daje nam smisel življenja, in zato, ker je veliko boljše to, kakor pa pogledati, zakaj mi nekaj delamo. Ne vidimo kontekst naše identifikacije, kontekst našega delovanja, in zato tega preveliko resno jemljemo nekaj kot jaz moje, kar ni v resnici jaz moje. Poskušamo kontrolirati, kar ni znotraj naše kontrole. A ne? Torej, da mi lahko res pomagamo drugemu človeku, treba malo naprej pomagati samemu sebi. Spoznati, kaj je naš kaj je naše srce. Prepoznati tudi, kje so naše moči, pa kje so naše šibkosti. In da nikoli ne delujemo z našo šibkostjo. A ne? Da se nekaj delamo, da nekaj vemo, oziroma ne vemo. To je največja škoda. Tista transparenca, da smo se odkriti do samega sebe in odkriti do drugega, je pravzaprav pravilo številka 1. Kaj postanemo potem le arogantni, lažemo samo sami sebi, pretvarjamo se. Resnica pa ni pretvarjanje. Resnica je, kar je. Torej, če mi hočemo pomagati, pomagamo lahko le z resnico. Zakaj bi se mi nekaj pretvarjali, da nekaj vemo, v veliki kontradikciji. Pretvarjamo, da nekaj vemo, je ena največja kontradikcija, ki lahko škodi nam in drugim, katerim to posredujemo. Torej, kako ljudje iščemo resnico, ker resnica je edina stvar, ki nam lahko res pomaga izven tega trpljenja. In resnico najdemo le tako, da ne na tak način, kakor v svetu ljudje iščejo resnico. Ker iščejo za informacijami, za stvarmi, ki so prepoznavne s tem našimi petimi čutili.
In te peti čutili so tako, nekaj vidimo ali domnevamo, in teh informacij je polno. In nikoli ne bomo videli s temi petimi čuti resnice res takšno, kot je. Vedno bo treba informacijo, oziroma ko posredujemo naše dojemanje, in vedno te luknje med informacijami vedno zapolnimo z našimi pogledi, z našimi domnevami, ugibanjem in potem postane čisto nekaj drugega, kar je. In to je vedno v vsaki komunikaciji, ki imamo s človek s človekom, sosed s sosedom, država z državo, je vedno so eni faktorji, ki so resnični, kako se pa zapolni, interpretira in kako se informira naprej, je pa zapolnimo, kako mi želimo videti resnico. Kar nam bolj paše, kar je nam bolj prijetno za naše osebne užitke. In to se dogaja na vseh nivojih. In ne samo z državo do državo, potem tudi kako je kontinent s kontinentom in celo mogoče božanska bitja nasproti drugim božanskim bitjem. In to je cel sloj. Torej, mi, da lahko res spoznamo resnico, treba spoznati resnico da gremo nazaj k sebi. Torej, resnico se ne bo dalo spoznati s petimi čuti, ampak resnico spoznamo nekaj, kar je pravzaprav naravo doživljanja. Lahko rečemo, imamo polno besed, kako bi lahko to opisali. Zakaj imamo tukaj veliko besed? Zato, ker ko govorimo o resnici, ni ravno objektivna resnica. Ni ravno nekaj, kar imamo res pravo besedo, ker jezik je uporabljen za te stvari, ki so nam praktični, te specifični v svetu petih čutov. In to začnemo spoznavati tako, da to lahko imenujemo, ali lahko rečemo srce, ali duša, ali ali doživljanje, ali eni pravimo kontekst doživljanja, nekaj, kar je nekaj v ozadju, da lahko mogoče doživljanje, da lahko kaj doživljam. Tole v ozadju, kar je bolj, ki ne moramo dati kot objekt pred seboj. Zavest, na primer, pozornost. To so stvari, ki niso pred nami, ki niso objekti, in prav to ne razumemo. Da lahko razumemo ta del narave, je potrebna nek odmik od petih, od sveta petih čutov. In kako to doživljamo, bo da je vedno poudarjal dana sila bhavana. Dana v smislu, da smo odprti, radodarni. Radodarnost ne pomeni, da samo nekaj dajemo, seveda to tudi pomeni, da se daruje, ampak da se to daruje ne samo darila pa materialne stvari, ampak se daruje samega sebe, da damo pozornost, da damo prijaznost, da smo odkriti, da smo transparentni, da se ne bojimo pokazati svojo občutljivost, angleški vulnerability, da se ne igramo bogove, da se sočustvujemo. Temu pravimo dana tale radodarnost. Sila je drugi faktor, tudi da razvijamo moralo, da imamo čisto moralo, ne nekaj, da se pretvarjamo, da smo moralni, pa v resnici nismo. Moramo imeti neko tisto čisto vest. Ta čistoča, in ko imamo to čistočo, potem ni težko se odpreti. Zakaj nam težko se odpreti? Zato, ker so kakšne slabosti, da bi nas izkoristil. Če pa nimamo nič za skrivati, se pokažemo, kar smo. Noben, niti najbolj zlobni človek ne more nam škodovati, ker smo čisti. To je tista moč, ki jo lahko imamo. In to ni moč, ki smo se pridobili z neko nadnaravno močjo, ampak enostavno s to vrlino. Torej, delamo na tem, razvijamo naprej. To ni zdaj namen s tem, da se obtožujemo, kaj je bilo v preteklosti, ampak vidimo, si priznamo, kakšne napake smo naredili v preteklosti. To tudi je transparenca. Če smo škodani komu drugemu, se pa opravičimo ali pa kaj naredimo, kljub temu, da se mogoče ne zaslužimo opravičilo, ampak nismo delali z zlobnim namenom. Ni važno, kaj druga oseba ali bo uživala v tem, to sploh ni poanta. Mi se učustvujemo, kaj bolj gledamo nase. In bolj, ko se gledamo nase, bolj je srce transparentno in osvobojoče. To je drugi faktor. Tretji faktor je pa tale bhavana. Bhavana pa pomeni
razvijanje. Ne? Razvijanje, ta duhovno razvijanje, razvijanje samega sebe, se izpolnjujemo, opazujemo, raziskujemo. Ampak ne toliko, da bi zdaj intelektualno razmišljali o stvareh, pa analizirali z neko logiko, pa s polnimi informacijami, tu že znamo, že od kar smo se rodili, so nas vsila tak način razvijanja znanja. Kje pa poskušamo razvijati znanje, da pravzaprav ne povezujemo informacij skupaj, kot sem rekel, je to tudi neka nevarnost povezovanja informacij skupaj, ampak se odmikamo stran in vidimo, kaj mora biti v ozadju, kaj je kontekst, da jaz vidim stvari take, kot so. Naprimer, v ozadju so razpoloženja. Naprimer, situacija lahko čist ista, pa lahko nekdo nam neki, zdaj znam najdeti kjer primer, mogoče nekdo nam da neko prijazno gesto. Če smo dobro razpoloženi, bomo rekli, hvala lepa, zelo si prijazen, zelo si čudovit, polepšal si mi dan. Če sem pa v slabem razpoloženju, pa kaj hočeš od mene? A me podkupuješ, kitajska, tako da v vsakem primeru situacija je ista, kako mi vidimo svet, ni od situacij, ampak iz tega konteksta, s katerim mi prehajamo. In vsaka situacija, ki mi doživljamo, je znotraj nekega konteksta. Tako da moramo mi videti, da vse, kar mi doživljamo, je pravzaprav njene stvari so že pogojene od stvari, ki nimamo kontrole. Včasih se razpoloženja dobra, včasih slaba. To je tako v ozadju, da mislim, da moramo kaj narediti pa reči, zdaj bomo vi pa res v dobrem razpoloženju. Ne gre, Drugače bi bili vsi v dobrem razpoloženju ves čas, ampak včasih je slabo razpoloženje, to pod vplivom vremena ali druge stvari, nimamo ravno kontrole. Ampak treba sprejeti, tukaj nimam jaz kontrolo, imam pa kontrolo, kako jaz na to reagiram. Če smo v slabem razpoloženju in mi reagiramo negativno, problem ni v slabem razpoloženju, problem je v naši reakciji. Nad razpoloženje, splošno razpoloženje, nimamo kontrole, kako pa reagiramo po kontrolo. Torej, mi moramo vedeti pri razvoju, duhovnem razvoju, da mi znamo razločiti, kaj je znotraj naše kontrole in kaj ni znotraj naše kontrole. To treba razčistiti, In zaradi tega se moramo ves čas biti v nekem samem opazovanju in videti vsako situacijo, v katerem smo. Opazujemo, prepoznavamo tale kontekst. To pa lahko naredimo le za razvijanjem pozornosti. Bolj, ko razvijamo pozornost, se treba razvijati, preden pridemo v kakšno situacijo. Torej, zaradi tega mi minihi meditiramo, zaradi tega mi minihi gremo v samoto, ker samota nas lahko veliko nauči. V samoti smo sami seboj. Samota ni ravno prijetna. Ker zakaj ni prijetna? Ja, mogoče zdaj je prijetno, če živiš z ljudmi, ki jih ne maraš, vsak rabi malo samote, da gre stran. Ampak jaz govorim o samoti takrat, ko nočemo biti sami. Ko gremo, rečemo, ok, danes pa bom prakticiral samoto. In to pomeni samoto tudi iz družbenih omrežij, seveda drugače je to goljufija. In se vidi, kakšen občutek. Na začetku je prijetno, mir, končno mir. Ok, 1 ura še, 2 uri, 3 ure, kaj pa kasneje, se hočemo zaposliti. Kar vidimo ta tendenco in s tem se lahko razvija modrost, ker vidimo težnja po nekem projektu. In tukaj se razvija modrost, ker lahko se vprašamo, zakaj je ta težnja. Zato, ker se mi poskušamo identificirati z nečim. Mi smo bitja, ki moramo delati. Če ne delamo, potem nismo nič. In vem, koliko ta bolečina pride in da hočemo nekaj delati, smo zato, ker ne moramo prinesti to bolečino praznine. Mi mislimo, da nekaj smo, ampak ne vemo, mi mislimo, da jaz sem in da nekaj moram, da ta jaz nekaj dela. Zdaj pa začnemo ugotavljati, da ta jaz
ni nič drugega kot delovanje. Jaz je pogojen od nekega delovanja. Ne obratno, ne jaz sem in jaz delam. Je delovanje treba delati, da imam jaz občutek, da jaz sem. Torej, mi gledamo v stvari malo na glavo obrnjeno. In stvari, ker marsikaj nimamo pod kontrolo, narava gre po svoji naravi, naše delovanje v resnici ne more iti v taki smeri, da potrjuje naš jaz, in potem seveda pride bolečina. Če nas kdo užali, če nas kdo zapusti, če nas kdo naredi krivico, ali nas ne razume, kdo potem trpi? Jaz. Zakaj? Ker smo se mi identificirali z nečim, ker smo delali neke projekte, živeli neke sanje, imeli neke plane, pa se niso uresničili. In mi smo, moj svet se podira, mi pravimo, ne? Ampak svet je tistega, ki smo se ga sami ustvarili. Naše ideje se podira, to je res. Svet gre ima svoj zakon, svetu ga ne briga. Ima svojo naravo prihajanja in odhajanja, ampak problem je pravzaprav naš. Problem je v napačni identifikaciji, problem je pa, ali pa bolj fundamentalno, želje. Da dajemo preveč poudarek na želje. Zdaj, pa joga sigurno pomaga, ker zmanjša zatopljenost v svet petih čutov. Torej se odmaknite stran, da opazujete telo. Bolj se prepozna vsako delovanje, ki podpira pozornost, je v redu. Eni vi se ukvarjate z jogo, eni mogoče tai chi, qigong, ali pa samo mogoče hoja v naravi, meditacija. To so stvari, ki nas zmanjšujejo ta čutno zasužnjenost v objektivni svet. In bolj ko zmanjšujemo, bolj opazimo, kaj je, manj smo odvisni od zunanjih faktorjev. Kaj pomeni, ko se zunanji faktorji spremenijo, se nas toliko ne dotakne. Bolj ki je razvit bolj ki je trpežen, bolj ki je neodvisen, manj se ga dotakne. Torej, več ko smo opustili, manj bomo živeli z bolečino. Popolnoma, ko bomo opustili, popolnoma bomo bili brez bolečine. In to je tisti glavni cilj, ki ga Buda učil. Torej, danes sila bhavana, to so zdaj trije faktorji, ki jih se dobro spomniti in razvijati. In torej, ne treba delati pri sebi in isto spodbujamo tudi druge. Kot sem rekel, ljudje pridejo z bolečino, z depresijo, učimo te stvari tudi druge. In marsikdo bo marsikdo, ki se potežuje zaradi depresije, zelo zagotovo, kaj mi manjka, je prijaznost do drugih. Ali pa tale dana faktor, ta radodarnost. Marsikdo, ki je depresiven, če bi šel naprej pomagati drugim, ne samo se zaprti v sobo pa se počutiti, sorry for oneself. Kako? Žrtev, ja. In to ponavadi se zgodi, ko nekdo je globoko v depresiji. Bog je jaz. Bi bilo veliko boljše, bi bilo bolj zdravilno, da gre človek naprej ven in pomaga, da. Pa to depresija ne bi bilo, če bi res čisto vrlino v sebi. Tako da so več nivojev seveda depresije, zdaj govorim zelo posplošeno, so tudi klinične depresije. Ampak to so prve stvari, kako pomagati, je to. Radodarnost, vrlina in potem razvoj. In razvoja lahko pomaga
kako pogledati v sebe, kako spoznavati, kaj je to narava uma, kaj je to narava srca, kaj je to narava zavesti, da lahko potem se zgradi neko notranje zatočišče ali pa neko, da se lahko nekako zasidri in da ga valovi toliko ne obnašajo vsepovsod po oceanu. Tako da to je največ, kar lahko človek vidi za človeka. In medtem, ko učimo druge, se seveda tudi učimo samo v sebi. Torej, tudi jaz sem marsikdaj opazil, ko poskušam učiti damo, da med tem učenjem dame se tudi sebe se naučim nekaj me da misliti, ker tudi dobim odzive nazaj. In marsikaj se lahko naučimo tudi od tistih, ki mi pravimo učenci. Tako da v resnici tudi učenci so lahko tudi naši učitelji. Torej moramo videti, da nismo mi nič nad drugimi, ampak da smo res bratje in sestri v tej eksistenčnem kaosu, in vsi hočemo biti srečni, vsi hočemo živeti v miru in mi pridemo skupaj, da se med seboj pomagamo. In če bi več ljudi tole spoznalo, bi bil svet veliko lepši. Tako da, ampak zdaj danes imamo tudi vojne, tako ko so države, nasproti države, kaj lahko naredimo, ne moramo staviti vojne, ker to je tak velik cikel, ampak lahko delamo nekaj s tem, z manj ciklom, kako mi razumemo to dobroto znotraj pod našo streho, družina, med prijatelji okrog, v družbi okrog nas, s takšni, kakršni smo, če razumemo vrlino, človek to za drugi začuti, da je nekaj dobrega. Zdaj, mi smo radi med dobrimi ljudmi. Meni so dobri ljudje privlačni, če tako lahko rečem. Pa tudi kakšne knjige bom šel brati, bom bral verjetno kakšen Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, ne bom šel jaz brati knjigo o Trumpu, ker jaz hočem brati od ljudi, ki imajo dobro kvaliteto, da si vidim, kaj so stvari, ki jih oni imajo, kvalitete, ki jih imajo drugi, pa jih jaz nimam. To me da neko inspiracijo. Tako da tudi tako deluje, da če mi razvijemo te dobre kvalitete, do te točke, da drugi to opazijo in hočemo tiste kvalitete, bomo seveda, te ljudje bojo prišli do nas. In oni bojo poskušali postati te dobre kvalitete. Torej na tem, in to se lahko širi, neke vrste, pride do tega butterfly efekt. Ampak treba res delati na samem sebi veliko in tako avtomatsko pomagamo drugim. Tako, kako pomagati drugim, se ne na silo, ne nekaj pomagati, ker ne vemo, kaj pomagati, če gremo nazaj na začetek, ampak tako, da delamo na sebi, res razvijamo, smo se res odkriti, res razvijamo te kvalitete in avtomatsko bo transparentno, srce bo veliko večje, kakor to telo. In ljudje imamo telepatske sposobnosti, da spoznamo človeka izven tega telesa, to je samo navidezna lupina. In se tudi človek bo začutil drugega človeka, eni bolj, eni manj, to je odvisno od njihovih razvitosti uma. In oni bojo potem se tudi razvijali naprej. In mi imamo več takih ljudi. Tako da vi boste postali tudi verjetno učitelji, boste delovali z drugimi ljudmi, torej vi boste imeli tale platform, ki boste lahko tudi vi spregovorili in da razvijate in potem naprej tu poročate o tej dobroti, ker to je edina pot, ki vodi k dobroti in sreči. Tako da, to ima uvoda, pa da ne bom izgovoril kar takole tri krasne, pa mogoče bi zdaj dal možnost za kakšna vprašanja, pa jaz potem bom raje odgovarjal, na kaj vas zanima. Ups. Še bi te vprašala, kje gradiš zdaj tole drugo hiško? Kaj gradiš drugo hiško še? Kje ti? Tale hiša bo se gradila za to staro hišo, na tistem polju.
Tam na Ja. Tista je zaliva parcela, pa edina košček, ki jo imamo, ker imamo tisti manjši hiši, ne, se boste lahko šli pogledat. Je zelo majhna za take javne stvari, ne. Tako da ta kozolec nam dobro služi, smo zelo veseli, bo tudi ljudje so darovali, a ne. Nekako pravim, malo da povežem z radodarnostjo, vidite, da ta dobrota, da je kozolec lahko postavi, prehajala ta dobrota iz vseh koncev sveta, a ne. In je zanimivo, kako vse pride vse skupaj v eno točko in potem lahko ljudje uporabijo to točko, da se lahko razširi dobre stvari naprej, a ne. Torej, materialne stvari pride skupaj, se pretvori v neko dobroto in naprej razširja, ne. In smo zelo hvaležni za ta kozolček, se je zgradilo 2 leti nazaj. Ampak, ne, saj ste hoteli povedati že prej, ampak je bilo premrzlo, a ne, tako da, torej, nekaj je bilo dobro narediti še, da bi bilo primerno za učenje tudi v zimskem času, pa tudi za izboljšanje kuhinje, shrambe in druge stvari, tako da sem začel razmišljati, da je boljše, ker je to drag projekt, da se o tem začne že zdajle govoriti, ker bo trajalo nekaj časa, se tudi donacij zbere, ker tak denar za nas ni lahko dobiti, a ne, ker smo vsi odvisni od donacij, in bo nekaj trajalo, tako da ne bo hvala. Kako pa, a je lahko človeku približati resnico? Koliko se le da, ampak, ne. Mislim, da je to zelo težko. Zelo, zelo težko. To ne bom rekel, da je lahko, ampak ni druge poti. A ne, in bolj ko se razvija, bolj ko mi razvijamo bolj ko ga utrdimo, a ne, to ostane, a ne. Vsako utrditev bomo vsak bolj potem osvobojen, sproščen, boljše je. Tako vsak korak v pravo smer je boljše, kot da ne bi poskušal razvijati v pravo smer. In mi tudi verjamemo, a ne, v kakršnem stanju si, v tako stanje greš. To pomeni, v kakšnem stanju si ti razvijal v tem življenju, v tako greš ti v naslednje življenje. Torej, tukaj ne bo nobenega svetega Petra ali pa koga drugega, da bi ocenjeval, a greš gor ali dol, ali koliko dol, ali koliko gor, a ne. Ampak ne tam, kjer imamo mi splošno tendenco, tam gremo. Če smo mi na splošno zelo nepotrpežljivi in zelo polno ognja v sebi, a ne. In očitno se tam dobro počutimo v takem stanju, da mi še zmeraj imamo take grobe kvalitete, potem tam gremo, a ne. Torej, a ne, deževniki so deževniki, ki so radi v gnoju. Tako da, tako je, ne, če človek gre v gnoju, gre v gnoj, a ne. Tako po domače. Kaj pa s temi vojnami zdaj po svetu, se pravi, da ti ljudje so šli na to območje? Ja, jaz sem to vse predvideval, da bo se enkrat zgodilo kaj takega, ne. To ni tak grozen šok, a ne. Jaz sem pred nekimi leti Zdaj samo to vojno. Ja. Vse, ne? Vse, ja. Jaz sem bil še obiskat 4 leta nazaj zdaj v Auschwitz, a ne, sem še pogledal. In neverjetno, kljub temu sem bil zelo dobro informiran o drugi svetovni vojni, veliko sem vedel, mimo njih je ves čas razmišljam o smrti, a ne. Ampak, ko si ti tam, je še zmeraj drugače, res v živo. Veš isto velikost in kako živalsko so obravnavali ljudi, a ne. Neč zelo nečloveško, a ne. In jaz, ko sem tam, kaj je bilo groteskno zame za pomisliti, je, da Auschwitz ni tako daleč tukaj. In to meni, ne tako daleč geografsko in časovno. Torej, ne vzame veliko, da se človek popolnoma obrne in začne se obnašati na zaščitniški način oziroma na napadalni način. In takrat mi je dalo misliti, a ne, to potem pojasni, zakaj smo mi ljudje ves čas med seboj potrjevati, da smo se okej. Mi rečemo, dobro jutro, kako si? Dober dan, živjo. A ne, ves čas. Nič ni narobe, ampak če pomislimo, zakaj delamo, kaj je zdaj tukaj kontekst? Zakaj? Če ne bi res nazaj odgovoril dobro jutro, bi mislil najslabše. Kaj pa je? A je to oseba jezna name? A ne? Vidite, da je treba nekako podzavestno čutimo, da moramo se vedno potrjevati, da smo v redu. Pred sosedom meni moramo
velik nasmeh dati, živo so se, kako ste? Prvo vprašanje, ne. Dobro, super, ok, so v redu. Torej, zakaj? Zakaj podzavestno se lahko samo nekaj se zgodi, neka situacija, ki človeku začuti stisko, strah, kot vsak človek okrog, ki nima dosti razvitega uma, ima strah pred smrtjo, strah pred nekaj izgine iz njega, da mu je odzeto njegova svoboda, njegov mehurček. Dokler je vse poštimano, dokler jaz imam svoj mehurček, svoj hišo, svoj avto, vsi mi dajo mir, je vse v redu. Ko je to odzeto, se obrne, postanemo napadalni. Torej, zato vsak človek v današnjem svetu, ki postane zelo mirno, smo complacent, kako še reči, postanemo nepazljivi, kako če reče, naivni v tem obdobju. Tako da bo vedno prišlo, bo neka vojna, se uniči, vse gre boljše, družba se razvija, smo v nekem obdobju, pozabimo, kaj se lahko zgodi, se stvari, situacije spremenijo v svetu, politične ali ekonomsko, kitajska, se hitro obrne. Hiter. Človek, najbolj prijazen človek, je prijazen samo zato, ker ima kar hoče imeti, ker mu se to zunanje obdobje, zunanje varnost. Ko se to vzame, se obrne. Po napadu drugega človeka, potem sosed je zmožen ubiti drugega soseda. In to vidimo, ne samo gledamo za to vojno, samo vidimo smo na novici drugim koronavirusom, kako se umori dogajajo znotraj ene strehe. Kako se lahko stvari obrne. Nekomu ni kdo komu všeč, boš celo starše ubiti. Torej, tako da Buda je govoril o expansion and contraction of the world, tale širitev in krčitev sveta, kako to pomeni, ampak vidite, da bo vedno bila tale kot pljuča. Vedno bojo bile vojne, vedno bo mir prišel in bo dihalo. Torej, Auschwitz je dobro upomin, ampak očitno neko druge oblike se je pokazalo. Vedno neko novost bo prišla. Torej, dokaj živimo v tem svetu kot ljudje, je nažalost, neizogibno, da ne bi prišlo do vojne. In noben se ne bi mislil v Evropi, ker še zmeraj mučimo in čutimo drugo svetovno vojno. In še zmeraj so generacije, ki so se vsaj rodili v drugi svetovni vojni, da bo to še zmeraj lahko prišlo. Tako da nimamo kaj. Zdaj pa nevedni ljudje bojo šli tako, bojo rade volje prijeli za orožjem pa šli napadati in ubijati druga. To je ta stvar, ampak tisti, ki bo škodoval drugemu človeku, bo on mogel čutiti posledice svojih dejanj. Svet je veliko večji in naše življenje je veliko večje, kot smo to. Mogoče boš rešil Ukrajino, ampak ne boš rešil svoj tok eksistence in mogoče ne vem, kakšno življenje na svojem življenju. Slika je veliko večja, tako da na nobenem primeru človek ne sme reagirati drugega človeka s kakšnim z ubijanjem, škodovanjem, niti z mislijo. Buda je rekel, tudi če te bi kakšen pulil ti nohte ven ali te je rezal ud za udom in če bo začutil jezen sovraštvo do tega človeka, potem nisi ravno razumel njegovega učenja. Jeste pa vegetarijansko? Kar nam drugi dajo. Mi nekaj smo odvisni od drobih drugih, tako da kar dobimo, smo hvaležni. Seveda je priporočljiva vegetarijanska hrana, ni pa tako, da bi zahtevali vegetarijansko hrano. V praksi se dogaja, da smo pravzaprav smo celo vegani, tako v praksi. Ne zato, da se jaz odločil za vegansko hrano, ampak da to ljudje darujejo in to se pripravi in včasih kuharji so vegani. Zdaj sem razmišljal, jaz sem pravzaprav vegan, ne da bi se zavedal. Danes nisem bil vegan, danes sem bil mesojedec, Kitajci pa prinesejo tudi mesno hrano. Ampak to se zgodi zelo redko.
Drugače pa, ampak drugače zelo vegetarijansko. Ja. Pač čisto vegetarijansko. Ne, Buda je, veš kaj mi všeč, v Svetem pismu nekje je rečeno, mislim, da je Jezus rekel, če se ne motim, ni važno, kaj gre v usta, je bolj važno, kaj gre ven iz usta. Torej, ne, poznamo tudi ene, ki so zelo vegani, vegetarijanci, pa kakšne stvari pride ven iz ust. In jaz sem tudi take stvari slišal. Jaz, ko sem bil vegetarijan, sem bil za 10 let, pa sem poslušal en menih čiz slabo govoril o mesojedcih. Da mi je takrat malo obrnilo okrog, da sem začel meso jesti. Sem nehal biti vegetarijanec, ker se mi zdi, da ni nekaj dobrega, a veš tisto fanatičnost. Ful veliko je teh agresivnih veganov, ki napadajo druge, v bistvu sami sebi škodujejo. Ja, kakšna je tukaj dobrota, ne? Bod vegan, bod vegetarijanec, bod kadarkoli, ampak to je tvoja stvar, bod prijazen do drugih. To se pozabi, tako da jaz bi bolj spodbujal prijazen do vseh biti, tudi do živali. Mi smo zelo proti ubijanju. Ampak Buda ni še tako daleč, da bi zdaj rekel, zdaj, če je bila žival že ubita in darovana, da bi mogel zdaj nehati jesti meso. Ja, sam moraš se zahvaliti. Jaz vedno, kot blagosloviti, mislim. Ja, se zelo zahvalimo in se zavedam, kaj jema, da je neko bitje. Če jaz bi bil žival, pa da bi nekdo me mogel biti, jaz bi mogoče raje videl, da je tale moj meso, da se uporabi, da nekomu koristi, kot da sem je stran vržel v zemljo. Tako da sem vsaj koristil nekoga sem nahranil s svojim telesom. Ja, tako je. Jaz bi tako videl. Se pravi, imate pred obroki kakšen tak blagoslov? Imamo blagoslov. Imate? V takem starodavnem jeziku Pali. Ja, Buda so tudi hotel prepričati vegetarijansko hrano. Zanimivo, ker ponavadi je bila tema, in Buda ponavadi se prekloni, kaj se tiče pridrževanju ljudi in da neko pravilo za menihe. Tukaj pa se ni dal. Kar je zanimivo, ker vsaki zadevi si dal. Zakaj ima menihi toliko oblek? Buda rekel, ok, samo toliko oblek, lahko imate. Za vsako stvar. Zakaj menihi prekopavajo zemljo, pa trgajo rože? Ok, Buda je rekel, ne smete zdaj kopati v zemljo, pa rastline trgati. Ko je bilo pa vegetarijanstvo, pa ni šel to. Tako da on je videl, da kaj mora biti direktna stvar. Če mi delujemo z poželenjem, z odporom, z nevednostjo, tukaj mi delamo slabo dejanje. Direktno. Samo zato, ker ti daš nekaj usta, še ne pomeni, da ti naredi slabega človeka. Če grem pa jaz ubiti žival, ali pa nekomu predlagam, da ubije žival, tukaj je za tista, da delaš neko averzijo, z sebičnostjo, poželenjem, da škodaš enemu drugemu bitju, kot je živali. Imamo pravzaprav eno pravilo glede mesa, Buda je rekel, da ne smemo jesti meso, če vidimo, slišimo ali sumimo, da je bila žival ubita prav za nas, potem moramo reči ne. Kakšen kmet z veselim ponosom, jaz sem pa tega zajca ubil samo zaradi tebe, ne hvala. In to upamo, da bo potem, da ta kmet ne bo več ubil zajca za nas. Jaz sem kao tako, kaj je masovno, prekuljajo, naprimer za ljudi. Ja, treba govoriti, da ne delajo tega. In zdaj za menihe je tako, mi ne moramo biti zbirčni, mi ne gremo kupovati meso. Tudi na tem spisku, ki ste pogledali, mi nikoli ne bomo dali gor meso, prositi za meso. Tako da, če se pa deluje, tega ne bomo preprečili in kar se tega tiče, tega masovnega, te pa zdaj naj bo vsak razmišlja zase in vidi, vi ste tisti, ki imate denar, da trgovine kupite. Torej, to prepustim vsakmu osebi, iz kje prehaja. Pa to, če ne vem, kdo gre kupiti meso in tako naprej, to še zmeraj ne bomo podcenjevali ali kritizirali tega človeka. Ker ni nujno, da deluje z neko krutostjo. Naj to ostane neka osebna zadeva in prepustimo. Tako da, ja, to mi rekel. A nam lahko malo več poveste o evoluciji duše, inkarnacija, smrt, pač življenjski krog,
zelo kaj je Buda učil. kompleksno, zelo kompleksno. To je težko razlagati, ker vse bomo razlagali znotraj neke ideje, kot da vemo, kaj duša je, pa ne vemo, kaj je. Ali pa kaj zavest je, ne. Zelo verjetno, da tukaj mislimo, da je, pa sprav ni. Preveč je teoretično izpostavljeno. Ja, tako da na začetku je treba res pravzaprav previrno meditirati, ne. In se bo potem videlo tudi, ne, da nima ne vem kakšne substance. Hočemo verjeti, da je neka enota, ki obstaja samo po sebi, kot nek mohuček, ki gre okrog in okrog, in da smo zelo naseljeni v tem telesu. Z meditacijo bomo videli, mogoče res ni tako, kot hočemo verjeti, da je. Ampak samo tako, kot je zavest, kot ste rekli, da tista zavest, s katero umremo, ne, pač načeloma tudi v naslednji inkarnaciji se bo to preneslo in samo to je. Ne. Samo vidiš, Buda pa možno je, da je tako, ampak Buda to ni govoril kot neka pozitivna zadeva. Buda je rekel, še enkrat se boš rodil. In za vsako rostjo bo bolečina, smrt, bolezen in spet še enkrat. Kaj bi šli še enkrat radi v prvi razred osnovne šole? Ne. Še enkrat čestujeti. Ja, v smislu vsega je, da te negativne niti pozitivne konotacije ne dodajaš, to samo je, a ne? Ja, ampak to treba živeti, naučiti se zdaj že, ne? Tako da bolj ko bomo pustili, boljše bo, ne? Zdaj, koliko se razume, ne, da če človek umre neki naravni smrti, bo šel verjetno v neko nebeško stanje, ampak v tako stanje, kot se je, kako če reči, zaslužil v tem življenju, ne. Če bi človek vrline in rešil ta moč tak svet gre naprej, ne. In tak svet obstaja, kolikor je bil razvit. Zdaj, v nebeškem svetu težko razvijati dobre dela, nemogoče. Tam samo uživajo sadove svojih del. In toliko traja dolg časa in toliko je prijetno, koliko smo se mi zgradili, ne. Koliko vsake zadeve, koliko si dobro hišo zgradil, odvisno, koliko si vložil, koliko dobro si zgradil hišo, in toliko časa bo trajala. Če pa se nekaj na hitro, pa delaš na nekem blatu zgradil, ali pa kakšnih plazovih, ne bo trajala, ne. Tako da nebeški svet toliko časa traja, ne. Potem pa spet uvene, pa spet pridemo nazaj in spet se moramo soočati v tem človeškem svetu, ne. Tako človeški svet moramo videti kot šola, ne. Ni važno, ali se nam dobro, slabo dogaja, se učimo iz tega, razvijamo. Pravzaprav težke situacije nas naredi močnejše, težke situacije nas naredi bolj modrejše, bolj zrele, ne. Bolj kot prijetne stvari. Prijetne stvari naredijo nas bolj naivne in scrkljane, ne. Ampak težke situacije se naredijo res potem, rečemo, srce raste, ne. Torej, ne se bati težkih stvari, ne se bati, ko nas nekdo rani, ne se bati biti sam, ne se bati bolečine. Vzeti to kot nekaj, kar se lahko naučimo, ker ravno to učenje, ravno to razvoj bo nam koristil v tem življenju in naslednjem, predvsem naslednjem, ne. Držimo stran od sebe, ampak v bistvu čez bolečino se najbolj naučiš. Se najbolj učiš. Se soočaš s tem, ne. Ja, kako boš razumela sočloveka, če ne razumeš samega sebe? Kako boš razumela bolečino drugega človeka? Če ne greš čez Nemogoče, sebe. če ne greš čez sebe. Če nimaš te izkušnje. Kaj, katere izkušnje? Recimo nekaj, razumeti bolečino drugega, pa čeprav greš čez sebe, ampak ti nimaš te osebne izkušnje, Ja, ne, nimaš, ne. ki jo ima ta človek, ne. Še zmeraj bo omejena, ampak je bližji. Se lahko vsak sočustvujemo, ne vem točno, kaj čuti, ker ti ne moreš doživeti mojo zavest. Tako da zavest ne more biti nikoli objektivno, se ne more objektivno pozvati kot neko znanstveni zakazana zadeva. Ni možno. To je zelo najbolj osebno, ne. Torej ne moreš res čutiti, ampak se vsaj razume človeka, da je bolečina
se razume, zakaj pride do bolečine in zakaj kako pomagate. Ne. Te stvari so univerzalne, da ne bodo rekel bolečine oziroma te neprijetnosti prihajajo zaradi želja, poželenja. To je fundamentalna resnica za vse. To lahko vidimo, ne. Tukaj lahko pomagamo, ne, s takim razumevanjem. Ampak da moramo naprej v sebi videti, da mi v sebi moramo uvideti, da bolečine, ki jo čutimo, je zaradi poželenja. Naprej treba to v sebi videti, ne. Potem bomo razumeli tega človeka tudi. Kako ti recimo bi začel začetnika, ki recimo nikoli še ti izkusil meditacije, kako bi začel učiti? Čisto isto, kot sem zapovedal, ker tudi zame ste vi začetniki, ne, in sem govoril, danes si labavana, radodarnostjo, z moralo in razvojem, ne, in samo odkrite se transparenco, ne pa z meditacijo. Ker bo sigurno potem bo podmeditiral, zameditiral, kot sem prej rekel, ne. Vsak ima razume neke meditacije na napačen način in marsikdo se bo začel nekaj fiksirati v neko točko, ne da bi razumel, zakaj se gre, ne. Vsak hoče meditirati samo zato, ker hoče nekaj misel, samo zato, ker hoče bežati stran od realnosti. In zato se napačno uporablja meditacija, ne. In to, ko govorim meditacijo v svetu, v Ljubljani, ker so vse vrste skupine, je samo to, kako bežati, ne da ne bojo tega priznali, ampak v resnici, kako bežati bolečini. Mi pa spodbujamo, kako prepoznati, spoznati in razumeti bolečino. Edino to lahko potem razreši bolečino. Nekaj dajeti pod preprogo ne bo pomagalo, ker se bo še zmeraj naprej gnojilo in sem vprašanje časa, da bo začelo smrdeti. In potem treba več čas ponavljati te tečaje, spet še vipassana tečaji, še enkrat za 10 dni samo sedeti, popazovati dihanje ali zid, ali pikice na steni, kaj takega. Ne bo nikoli konca. Seveda ima nek učinek, se drugače ne bi ljudje šli v to, ampak deluje, dokler ti si fiksiral neko točko in poskušaš več razmišljati. Ampak to ni, ne vem, zato mi ne rabimo Buda, da nam to pove. V bistvu to lahko označiš razreševanje vzorcev kot neko meditacijo, da se soočaš, mislim, kot neko prvo stopnjo. Ja, ampak ne tako, da bi zdaj analiziral neko preteklost. To pa zdaj druga ta veja, ne, ki prihaja v psihoterapevtski budizem, ne, ko začnejo analizirati otroštvo, pa te vzorce in tako naprej. To je spet abstraktno, to je spet neki miselni faktorji, ki bo spet na nivoju informacije in potem spet interpretirati te informacije. Torej, ne bo direkten pogled v resnico, še zmeraj ne, bo še zmeraj zelo abstrakten pogled. Ali tak človek predno bi se lotil neke resne poti do meditacije, recimo, bi mogel najprej razrešiti vse stvari ali pustiti pri miru in pač iti naprej skozi to. Težko, a veš, vsi ljudje smo drugačni, vsi imamo razvit tem nivoju, kot smo mi razvijali mogoče v prejšnjem življenju in zdaj. Ko vsak se drugače rodi v nekem določenem nivoju. In Buda rekel, eni imajo veliko prahu na svojih očeh. Njegovo učenje je za tiste, ki imajo malo prahu na svojih očeh. Torej, ni za vse. Tako da Budovo učenje ne more biti neko misionarsko, ampak je samo za tiste, ki začutijo, ki so že poskušali vse vrste in vidijo, da vse te teorije, tehnike, interpretacije niso za njih. Ker vidijo, da to samo je samo preproga, v katero stvari se zakrijejo problemi, pod katero se zakrijejo problemi. So ljudje, ki imajo že tukaj razvito samo transparenco, imajo že tako malo prahu na svojih očeh, da hočejo videti direktno in te bojo pravo vprašanje, bojo pogledali vase, bojo zelo transparentni, ne bojo takoj verjeli v stvari, karkoli jim rečeno, ampak bojo poskušali videti v svojem doživljenju. Torej vidite, da Budovo učenje ni nek verski sistem, ampak je bolj izobraževalni sistem, če lahko tako rečemo. Torej ni nekaj, da treba verjeti in to je to. Ne, treba prepoznati. Moraš jo vedeti v sebi. Rabimo še zmeraj učitelja Bude, da nam pove, kako je realnost izven naše nevednosti.
kako je izven naših pogledov, z našega zornega kota. Vsak zasvojenec rabi nekoga, ki ni zasvojen, da pove, kako je izven zasvojenosti, da lahko gre potem ven iz zasvojenosti. In mi smo zasvojenosti, zasvojenostjo, nevednostjo, s neko aroganco, s svojo samopomembnostjo in tako naprej. Tako da smo mi zasvojenci. Tako da in taki ljudje bojo potem znali pravilno prakticirati. Bojo videli vrednost, ne bojo tako hodili, jaz pa hočem samo meditacijo, da se umirim, ampak bojo videli, jaz bom pomeditiral tako, da bom poskušal najprej prepoznati doživljanje, kaj je naravno doživljanje, kako doživljanje deluje, bo bral, študiral to Budovo učenje, ki je nič drugega kot opis doživljanja. Torej, Budovo učenje ni tiste neke mistike ali teorije, da bi mogel verjeti, neke nadnaravne stvari. Zelo malo tega, večinoma je, kako deluje, kako je strukturirano doživljanje in da se da prepoznati, da ni on ničesar takega, da ne bi mogel drug človek prepoznati s svojim naporom. Ampak to ni samo hobi, to je zdaj življenjsko delo. Ni lahko, kot smo rekli, ampak ni druge poti. Da se pa človek lahko zbira, bom jaz zelo transparenten in začel se razpraševati, ali bom jaz se odločil, da bom pač zatisnil se v oči pa užival in to je to. V redu. To ni nobenega obtoževanja. Eden bo verjetno dolgoročno bolj srečen kot drug. Zanimivo bi bilo zdaj še malo navodil pa tako slišati, ker glede na slišano mi rečemo temu navadni smrtniki, sploh nismo sposobni meditirati v pravem pomenu. Ne, sej nisem tako v tem kontekstu mislila, ampak. Tako da bom jaz mogoče dal malo napotek, bom lahko malo tudi sedel skupaj. Zdaj se predstavljate, da ne se zdajle biti nek kritični, kako bi mogli zabiti. Misli bojo prišle, nič ni narobe z mislimi, kakšen odnos imamo mi do mislih, bo zadeva. Če bi misli, kako mi mogoče postanemo, mi ponavadi misli tako delamo, kako vsak problema. A se kje zgubimo v mislih, so prijetne, se či zatoplimo v lepe zgodbice, ali pa čutimo odpor. Ne misli, stran. Mi gremo v ta ekstrem ali drug. Torej, zdaj pa izpolnjam dan na svet, ko ljudje začnejo meditirati, da se predstavljate, mama, ki ima, 2-3 živčke tam neki tečnarijo, pa se igrajo v dnevni sobi, mama pa mora glih kuhati. In otroci reče, mami, poglej, mami, kaj bo zdaj mama delala? Ali bo izjeklenila v omaro, ali se bo šla z njimi igrati, medtem ko kuha. Ja, oboje bo to ekstremno. Se kaj dela mama? Mama pravi, ja, pa še zmeraj kuha. Torej, ne bo čisto ignorirala, še zmeraj pazljiva, da ne bi se kakšna nesreča zgodila. Je mama ima še zmeraj v ozadju oči odzrte, ampak je osredotočena na kuhanje. Isto, ko meditiramo, misli pridajo, to so otroci, in misli pravijo, poglej, zanimivo, kako bomo delali s te misli? Bomo šli čisto v misli, pa se izgrali z mislimi, ali jih bomo zaprli v omaro, ali bomo rekli, ja. In kaj se zgodi, ko mama dela, ja. Otroci se umirijo čez čas in jih ne bojo počakali, da bo mama nehala kuhati, pa bojo potem pokazali njihove vrgolije. Se umiri. Otroci se umirijo. Isto, reč lahko v svojimi misli, ko rečemo, ja, ti kaj tečnar, kaj govor, kasneje. Torej, ne gremo, se ne predamo mislimi, in ne poskušamo potisniti stran, ampak prepoznamo, ja, vem, da si tukaj, mogoče sem kasneje ukvarjal s tabo, mogoče. In misli čez čas izginejo.
Tako da, kako bi se, jaz svetujem, kako se soočiti z mislimi, in vidim, da je v zadnji smo vedno, kar nekaj hoče se vsiliti, prepoznamo, hoče se vsiliti. Identifikacijo sebe z mislimi, tako direktno, veš, če recimo nekaj pomisliš, pa ne vem, lahko še negativno ali pa nekaj čudno niso pride in so tako tisti, a sem jaz zdaj to ali kaj, zakaj sem, a veš, kaj mislim? Je lahko, ampak tudi mogoče za začetek malo nepotrebno, Zdaj treba bolj osnovati tale pozornost. Mislim čisto izvan. Ker hočem te meditaciji dati napotek, da se hitro opazimo, kdaj smo nagnjeni k nekemu poželenju in nekemu odporu. In imamo neko srednjo pot, pač srednjo pot, da mi prepoznamo. To je glavna stvar. In vidimo, da se s temi stvarmi takoj ne identificiramo in da vidimo, opazimo, da ima svoj naravo prihajanje, te misli ali te razpoloženja so prišle same po sebi in te misli in razpoloženje bojo odšli same po sebi. In tu te misli, tudi neke vrste identifikacija, mi se z mislimi identificiramo, ker mislimo mi pod kontrolo. Ampak ko vidimo, da imamo svoj naravo prehajanja, svoj naravo odhajanja, potem ni naše. Če so zlobne misli, tega človeka treba kaznovati. Mogoče imaš prav, mogoče nimaš. Pa kaj pol? Pustimo, niso naše misli, pustimo. Tako da, in potem, ko opazujemo, treba tudi videti, da se to je ena točka, ko sem rekel, druga točka, da bi dal napotek, Zdaj, mi ne priporočamo fiksiranosti, pa nekaj izničiti, Če hočemo mi videti naravo stvari take, kot so, resnica je vse. Ne resnica smo neko točko, s katero se hočemo fiksirati, pa nekaj izničiti, to mi poskušamo kontrolirati. In to pa ni poanta, najprej bodo mučenja, nekaj kontrolirati spet, treba videti, tukaj je točka, v katero sem osredotočen, neka zadeva, ampak ta zadeva ima vedno neko ozadje, neki kontekst. In to je normalno, da bi prišli drugi predlogi, druge ideje, vse stvari, zato ker te stvari bojo vedno bile, ker te stvari, ki so v ozadju, dajo pomen temu objektu, v katerega smo osredotočeni. Če tega objekta ne more obstajati, če ni znotraj nekega konteksta, nekega ozadja. Vsaka zadeva, na primer, če gledate mene, mora biti neko ozadje, nekaj, kar jaz ni. Da mi oblikuje, da se mi vidi. Če ne bi bilo konteksta, a pa ime, to je budistični menih. To je v kontekstu, ideje, ki jo imate. To je človek, to je jezik, ki ga razumete. Vse to so stvari, ki ni jaz, ni ta objekt, ampak tvori ta objekt. Torej, zato tega treba tudi meditirati, da ne moramo biti fiksirani točka pa nekaj izničiti, ker to je nemogoče in navadna praksa. Treba je, nekaj sem osredotočen, naprimer na dihanje, imamo vdih, vemo, da v ozadju je izdih. To vdiha ne bi bilo brez izdiha. Torej, ko mi naredimo vdih, v tistem času obstaja izdih kot nekaj, ki definira vdih. Če dam drugi primer, danes je kaj zdaj? Dan. Zakaj imamo besedo dan ali idejo dan? Zato, ker ni noči. Torej, noč, ta trenutek obstaja kot nekaj, kar definira dan. Tako da isto vdih definira vzdih, izdih definira vdih. Tako da tega ne moramo biti samo fiksirani neko točko, pa ignorirati te stvari v ozadju, ki tvorijo objekt. Torej, ko bomo ponavadi ljudje veliko predlagajo meditacijo vdih in vzdih, ampak to ne pomeni, da je neka absolutna zadeva, da bi mogli zadihati, da bi mogli, dihajte, prosim dihajte, ampak da bi mogli biti pozorni na dihanje, ampak poanta je razumevanje. Torej, je pa enih najbolj privlačnih objektov, ker hkrati pomirja, je ves čas prisoten, ni ravno čutno prijeten, pa tudi neprijeten, je tak neutralen objekt in je vedno prisoten in zato tega
se veliko meditira na dihanje, ne pa zato, da bi bila neka absolutna resnica okrog dihanja, pa neka prana, pa take stvari. Dihanje je zato, ki je najbolj prisotna. Ne? In verjetno pri jogi ste verjetno tudi veliko dihanja, tako da vam je tudi zelo blizu. In lahko zdaj meditirate v dihanje, ne? In vidite, da če vdih, ste opazujete, kaj še moraš biti še prisotno, katere kvalitete uma, kateri znaki uma, da ta doživljanja vdih obstaja. Ko vdihnete, vidite, kaj še v zadju. Ampak to ne bo takoj prišlo, ne preveč razmišljate, ne? Vi samo budete z objektom in kakršenkoli pogled, razumevanje pride v zadju, pustite, da ostane v zadju in s tem tako modrost raste. Upam, da sem bil malo jasen. To ni tako lahka zadeva, kar povete teoretično, brez da bi dodal to naprej v prakso. In spet, zdaj, da ne bojo misli, neka kontrola misli mora biti v nekem smislu, da nekaj ne zatajemo, zaidemo, kot sem rekel, ta primerjava mame. Ena primerjava, kot tudi dami, naprimer, imate eno kozo. Če date kozo, zelo majhna ograja bo pobegnila. Tako da ne morete kontrolirati. Bo šlo. Če nimate nobene ograje, bo koza šla. Torej, zakaj ne bi zagradili nek travnik, neko polje, do te meje, ko vaše oči sežejo. Torej, zagradite in ne rabite zdaj skozi pozvati kozo, ampak vidite samo, kadarkoli hočete videti kozo, bo tam. Ker date nek prostornost, ampak še zmeraj neko mejo. In temu, kako je potem lažje prepastirati. Samo ne treba zdaj prepastirati, pa odbijati kozo. To se utrudi, se boste izčrpali, ne bo še nikamor. Biti pastir, da sploh napaste na kozo, tudi ni v redu. Zakaj ne bi, je tam nekje, je zagrajeno, je neko varno območje in ste še zmeraj kako pozorni na kozo, ampak ne fiksirani na kozo. Tako da nek način bi tudi lahko meditacija delovala. Potem bolj sproščajoče, mirno. In potem vidimo z meditacijo, da smo mi ene stvari opustili. In potem, to je bistvo potem meditacije, ko vidimo, da mir pa sreče prihaja zaradi opuščanja. Kaj še to sreča, da nismo srečni zato, ker smo nekaj dobili? Ker tukaj ni ravno sreče, ker vemo, da lahko izgubimo potem. Dobiš nekaj, ne vem. Osebo, ko ljubimo, nam reče, ljubim te nazaj. In potem pa, ampak smo srečni, ampak vemo, da bo treba več čas potrebovati in lahko izgine in ni čista sreča. In po vsaki zadevi, ko dobimo. Kaj pa, naprimer, sreče, ker ni zato, ker smo dobili, ampak zato, ker smo opustili. Te sreče ne more pa nobeno vzeti. Tukaj je sreče brez nekega strahu. Ni to lepo. Torej, in zato, ko bomo to začutili tale sad, rezultat te prave prakse, ko začnemo čutiti srečo pri opuščanju, bolj bomo hoteli še opuščati. Potem bomo pravilno meditirali in še več bomo hoteli meditirati. In bolj bo jasen in več razumevanja bo prihajalo. To je v bistvu bodega učenja. Je to izvedljivo v nekem načinu današnjem življenja, brez da greš v osamo, brez da se odmakneš, da si v nekih interakcijah, vezah, pravim, ni izvedljivo. V samo bo treba. Vsaj poskušati. Naprimer, so v vsakdanjem življenju, vem, da ni tako lahko videti samo, ker treba se preživeti. Ampak koliko stvari mi delamo, ker niso pomembne za preživetje. Kakšne čutne stvari si spravljamo, položavanje v družbenih povezavah, filmih, te stvari, zakaj delamo. Da iščemo neke užitke. Zakaj iščemo užitke? Očitno zato iščemo užitke, ker hočem
Mi ne bi iskali neke užitka pri neke prijetnosti, če bi čutili že ok. Tudi če bi ok, jaz grem, sladoled mi paše, gremo na sladoled. Ni tako, nič groznega ali ten sladoled, kaj je tazga, ne? Ampak človek mora biti transparenten in videti, zakaj grem jaz po sladoled? Ker čutim neko neprijetnost. Ni nekaj čist ok. Ne pomeni, da treba zatrpeti, ne? Ampak tisto, nekaj je manjka. Sladoled mi manjka, ne? Ali pa kaj drugega, film ali pa hite klikati na Facebook, kaj je tazga, na Instagram, ne? Nekaj manjka, nekaj treba praskati nekje, ne? Tako da vidite, da lahko potem se odločite, katere stvari so nepomembne, nepotrebne, pa gremo v samo. V samo ne pomeni, da treba se zapreti v sobo, v samo lahko pomeni celo to, ne bom šla na sladoled. Ne bom prižgal televizora. Ne bom to. To je že v samo. Ni treba zabiti kot nek minih puščavnik, je tu na gor v jako jamo, ampak ko hočeš nekaj praviti, ne. In to je že veliko. In koliko... Ja, točno to. Se upravičujem. Samo da opazuješ, kako je, ko se odpoveduješ, ko jih spuščaš, samo da ta miselni proces. In tisti trenutek bo težko. Zaznavanje. Vsi se vse sladoled, pa rečeš ti so, ne bom danes. Kaj pa ne? Je že v redu, vse mi razlogi, ne bom, ne. Pa je težko, pa hoče sladoled. Ampak tisti trenutek mogoče bo težko, ampak dolgoročno boš lahko, se dobro počuti, ima neko samospoštovanje, moč, nisi bil šibek, pa si jih predal te sili, in te potem na koncu dneva je, počutil sem se boljše, kot da bi imel sladoled. Počutil sem dobro, sebe sem se najdel na nek način, ker se počutimo več čas oropane v teh čutnih stvareh, po potrebi, po pričakovanjih drugih ljudi, in mi smo tam, kam to gre, ker več čas gremo s tokom, k neki drugi sile, čudni objekti in ljudje nas k nekem vodijo in smo počutimo včasih kot lutke na vrvici, zgubimo neko samospoštovanje. Zdaj pa na tak način dobimo kontrolo nad seboj. Bom dal še eno prispodobo, imam polno prispodobo, ampak ne bom za preveč. Še ena, ki se mi zdi, da je dosti močna prispodoba, pekel. Jaz ne verjamem v pekel v smislu, da tam so eni ljudje, ki ti zažigajo pa tepejo. Kdo so ti ljudje, ki zažigajo tepe? Sploh ne spada nikamor v budistično kozmologijo. Ne sami se zažigajo. Predstavljajte se, oni vidijo tam spodaj, kot nekaj, ki je ogenj, vidijo samo ta pozitivni del ognja, ta toplina, pa svetloba, luč. In to je, luč, toplina je prijetna. Ampak se ne zavedajo, če bo izskočilo v ogenj, kakšne bodo posledice. Torej, oni imajo tako močen čutno potrebo, da skočijo v ogenj, ne da se bi zavedal posledic svojih dejanj. In skočijo, se še enkrat rodijo, skočijo, še enkrat rodijo. Zato tega je tako boleče. Naslednji svet, ki je v budistični kozmologiji, so živalski svet, ki je vešče okrog plamena. Je že nekaj sekund bolj pazljiva, kakor pa v peklu, ampak je tudi v ogenj. Malo leti okrog ognja, zakaj gre okrog ognja? Verjetno toplin in luči predvsem. Mušica. Si kdaj pozoval? To je najnižji živalski svet, da se vidi, kaj pomeni pekel. Je že nekaj sekund, nekaj malo bolj pazljivo, kar je v nižjem svetu. Imaš že izkušnje. Imaš že malo izkušnje, ampak še zmeraj mi že imamo boljše, upam, da bo šla potem malo više, da ne bo šla še bolj dole. Ampak na splošni živalski svet je še zmeraj kar hitra reakcija. Lačen, zagrabi hrano, nevarnost, napad, pobeg. Tako da on je moj učitelj, mi je veliko pove v živalskem svetu. Potem so še druge tako svetovi. Človeški svet, pa nebeški svet je pa tako, da stvari vidijo dolgoročno. Kakšno dejanje zdaj bo prineslo posledice dolgoročno. In v božanskem svetu so se veliko lažje zadržati v tisti malenkosti, naprimer sladoled ali pa te stvari. Ne bojo. Ta trenutek mi je malo neprijetno se zadržati, ampak dolgoročno ne vem, kako bo. Mir in prijetnost in sreča.
In tako se potem meri koliko je ozek, koliko je v peklu, samo vidiš, tako skočiš, ne vidiš, bolj pa so različni tipi ljudi, stopnje, in potem najvišje pa seveda nebeški svet, ki pa vidijo kakšne posledice ponesli seveda dolgoročno. In vse te svetovje so že v človeškem svetu, eni so taki, eni taki. Taki so zelo neuspešni, so vedno ne znajo razmišljati v prihodnosti, so mogoče vedno revni, bolni, vse te stvari, te, ki so veliki, pa so bolj uspešni v življenju, srečnejši, tudi poslovno mogoče bolj uspešni v materialnem svetu, ker vedo, kako stvari investirati in tako naprej. Ja, predvsem bolj svobodni. Bolj svobodni, točno veš, za kaj se gre. Marsikaj si bo žrtvoval, vse te milijonarje, včasih tudi napačno jih kritiziramo, oni pa niso dobri ljudje. Ne, imajo neko disciplino. Elon Musk, pa drugi, oni so mogli na začetku marsikaj žrtvovati. Oni niso šli zapraviti denar pa zapraviti svoj cajt za disko, za žurke, za droge, za te stvari. Delali so dan in noč. So žrtvovali svoje čutne užitke za dolgoročno srečo. To je v svetu tudi. Tukaj naravno bodo učenje. Torej, za tega je veliko učenj in spodbude pri samodisciplini, pri zadrževanju. Zelo nepopularna zadeva med mnogimi ljudmi, bedaki, ki mislijo, da je svoboda v izražanju in dobiti, kaj hočeš, govoriti, kaj hočeš, misliti te pa rekel, kaj hočeš, ne. In naj te povejo, kako so bodo srečni. Tako, malo prispodob od mene, tako da prispodob včasih bo ostane v mislih. Pa se sigurno da malo mislite, ne zato, da bi cenjevali, kje so za drugi ljudje, kako širok ozek imajo, ampak kje smo mi? Kje se bi lahko še malo razvilo? Kje bi lahko izboljšal svojo splošno naravo? Kaj je moja splošna tendenca? Moja splošna tendenca je, da se hitro razjezim. Dajmo res delati na tem, da se ne bo nikoli več hitro razjezil. Ne čakati na problem, da se boš razjezil, pa se potem nehal delati. Ne, treba delati zdaj. Ampak je vse komplet, ne samo delati z jezo, ampak vsake zadevi, zadrževanje splošna zadeva, ki vse potem povezano skupaj. Jeza, poželenje in tako naprej. Da se v enem in istem začaranem krogu skozi. In pa v bistvu ta krog prekineš takrat, ko se ustaviš, naprimer, pa drugače odreagiraš, ko greš nazaj. Pa tendenca navada, boš še enkrat hodila predlagati, pa še enkrat ustaviš, in potem manj in manj. Ja, če ne ti življenje ti skozi podaja ta, ker ga ne odreagiraš drugačno. Ja. In vidiš, da si ga težko ustaviti, treba počasi, ne bo se tako ustaviti. Tako neko kolo, ki se vrti, treba začeti drugo smer hoditi in bo nas prematavalo malo, ampak treba ustrajno, kljub temu, da imaš včasih dvom in če to res deluje, treba verjeti, da je prava pot. Kot odvisnik ne bo dvomil, če je to prava pot, ker mu ne uspeva, ker še zmeraj čuti potrebo po cigaretu, po alkoholu, ampak ne more verjeti, da bo. More in bo se kolo zmanjšalo. Drugače je pa cikl, cikl alkohol, predvsem, eno se začne, en življenje zaradi nekega razloga začne piti, naredi bedarije in se počuti nezadovoljnega samim seboj, to prekrije z alkoholom, ker še naredi potem naredi še slabo, čutek krivde, pa ne samo nezadovoljstva in to spet pokrije z alkoholom in veš, ta cikl. Cikl pa ponovati pa še na druge in cikl je čim tem večji, tem hitrejši. Skoraj da se vidi, da je nemogoče vrniti. Ampak treba. Ker eni pa pravijo, zdaj pa isto rešil, pa nehal moje trpljenje s samomorom. Zdaj smo se naučili, da ne bo to rešitev. Kaj se dela v samomoru s takim namenom, s takim odporom, s takim sovraštvom in s takim greš naprej. Nerazrešen problem. Torej ni izbire, kako se soočamo s problemom zdaj, čim prej.
Tako da po eni strani je tako malo strašljiva novica, ne, noben me ne more pomagati, kot sami sebi, ampak hkrati je to dobra novica. Da ne rabimo čakati pa upati, da bo nekdo nam pomagal, ker vse je v naših rokah. Mi ne rabimo Boga, da nam pomaga, tudi ne rabimo verjeti, a Bog je, a ni. To je irelevantno vprašanje, ker zdaj vemo, da je pravzaprav v vsakem primeru, a Bog je, a Bog ni, je v naših rokah. In isto, če gremo k Bogu, ko berem Svetopismo, oni Svetopismo pravi, Bog je, ampak še zmeraj je tvoja odgovornost. Na koncu še zmeraj ni to zadeva.